Dobrodošli v novi epizodi Delovega športnega podcasta. Danes smo tu ob koncu sezone in težko bi našli boljšega gosta za to, kot je Zmago Sagadin, tako da dobrodošli, Zmaga. Dober dan, lep pozdrav. Zdaj, v letošnji sezoni košarkarski se je zgodilo ogromno. Za Slovenijo veliko presežkov, pa morda, če greva kar po vrsti, se pri glavnem presežku ustaviva najprej, to je seveda sezona Luke Dončića v Dallasu. Pa bi vas jaz najprej vprašal takole. Ste verjeli oziroma pričakovali, ste si lahko mislili, da bo sezona Dallasa trajala tako dolgo, kot je? Prvo vas bom moral malo razočarati, jaz nisem neki pristaš NBA, kajti to ni moja košarka. To, kar se zadnjih desetletij dogaja v NBA-u, je zame tekmovanje, kdo bo dal več košov, in jaz ne prenašam teh rezultatov 120-140. Ampak če sem kaj z levom očesom spremljal, sem pa jasno našega Luko Dončića. In še posebej sem spremljal ta zaključnico in lahko rečem naslednje, da jasno Dallas je presegel vsa pričakovanja. Že v četrtfinalu, po polfinalu so bili odpisani, to ne bo šlo, to ne morejo, in so prišli do vrha, se pravi, prišli so do finala, kjer je dejansko Boston se vedelo v prednosti, kajti Boston je že nekaj let tu pri samem vrhu in zdaj naredil ti zadnji korak, kar pričakujemo mi v Dallasu v prihodnje, kajti Dallas je zdaj desetletje po Dirku Novickem, ki je bil gonilna sila šampionske ekipe Dallasa, je najdel zopet gonilno silo, najdel je srednjo osebnost v Luki Dončiću, in če dodamo še zraven Kylea Irvinga in še mogoče kako ukrepitev, ki jo načrtujejo, pomeni, Dallas je zdaj zraven, je tu, je v borbi za naslov. Dallas je bil zadnja leta v borbi za playoff, se pravi, verjetno v naslovu niso niti pomišljali, no, zdaj pa je realno Dallas v borbi za naslov. Ali bo spel drugo leto, ali čez 2 leti, ne vem, ampak mislim, da bo in da si Luka Dončić zasluži prstan. Drži, in konec koncev za Luko je najboljša sezona doslej v karieri, ne zgolj zato, ker so bili v finalu, tudi po statistiki bil prvi strelec lige NBA, je naredil korak naprej. Tako. Pa morda, kje pa ga še lahko naredi, morda v prihodnje ima še kakšne pol stopničke više, da lahko Luka gre, kje vidite njegove rezerve? Vsekakor v telesni pripravi. Telesna priprava, a to je tisto, ker mora narediti korak naprej, se pravi, mora biti lažji, hitrejši, in drugo, kar smo videli zlasti v finalni seriji, Boston je celo strategijo napada baziral na napadanju Luke Dončića in Kylea Irvinga kao najšibkejšega člena v njihovi obrambi, se pravi, da mora za tako Luka Dončić kot Kyle Irving malce korigirati svojo igro v obrambi, in to potem bi lahko bila šampionska ekipa. Je pa tudi verjetno pri igri v obrambi dejstvo telesna priprava odigra vlogo, če si utrujen, počivaš v obrambi, če si Luka Dončić, in tudi to bo treba, že to bo prvi korak verjetno. Telesna priprava, absolutno. Tako, ker tudi verjetno, ko bo tako, lahko pa Luka Dončić tudi postane MVP lige NBA, če je zdaj v top 3, verjetno je to še morda ta zadnji kamenček. Ja, to je ta korak, ki si ga on verjetno želi, oziroma 2 stvari še mu manjkata, MVP lige in pa prstan. Tako. Potem pa, ko je bilo konec sezone, mislim, da tu že nimamo več kaj za dodati, kot ste povedali, ampak ko je bilo konec sezone, Luka ni rekel ne reprezentanci, kar je bila prva stvar, ki bi jo morda naredil marsikateri drug košarkar, Luka pa ni. In potem je sledil olimpijski turnir, ki se je končal z neuspehom, pa čeprav morda ta neuspeh niti ni presenetljiv. Pa bi vas prosil najprej za prvo oceno reprezentančnega poletja. Prvo je bilo sigurno velik plus, da je Luka prišel, kajti se dejansko ni bilo sporno, da bo prišel, kajti skozi govori, da igra rad za reprezentanco, rad se druži s temi fanti in rad osvaja kakšne naslove v evropskem košarkarskem prostoru. Vprašanje je bilo, v kakšnem stanju bo prišel. In glede na to, da so šli vse do konca in so igrali do finala, na srečo ni bilo še 7. tekme, kajti pa ne bi bilo pa mrtev človek. No, vprašanje je bilo samo kakšen stanje. Stanje, ki je prišel, ni bilo dobro. Ni pa bilo takih hudih poškodb, da ne bi mogel igrati, in dejansko v Sloveniji je uspelo praktično eno od redkih reprezentanc, ki je zbrala vse najboljše. Slovenija je zbrala vse najboljše, ampak Luka Dončić, Murić in pa Čančar niso bili v stanju, ki bi garantiralo, da lahko naredimo še en korak naprej, se pravi, da premagamo Hrvate pa
pa Grke. In se pravi, v drugim reprezentanci niti uspelo ni sestaviti, ker recimo Grkom je manjko Lukas, ki se je izmuznil in ki bi ga po mojem za olimpijado nujno rabili, ne vem, če bo igral. No, se pravi, zbrali smo najmočnejšo možno ekipo, to je veliko pomeni, da se igralci ne izogibajo, da ta kult reprezentance obstaja, da pridejo in se, kolikor se da, pripravijo in grejo na tekmovanje. No, kar se tekmovanja tiče, jasno, da to ni uspeh, ne. Zlasti je mene in vse nas prizadel tisti porazen nastop proti Hrvaški, ker jasno nismo bili navajeni, da nas Hrvati kloftajo kot smrkovce, kajti Slovenija je močnejša, pa tudi Hrvaška ni bila v najmočnejši ekipi. Recimo, glavni igralec Bogdanović je manjkal, pa še nekaj igralcev. In s tako, bi rekel, slabšo zasedbo, da nas premaga, dejansko je bil šok za vse nas in tudi pokazali so vsem ostalim, da so premagljivi. Naši, ne. No, na srečo se je potem nekako išlo z Zelanci, Novozelanci in jasno, dovolj moči in bi rekel, kvalitete, zdaj ste v igri obrambi za Grke ni bilo. Kajti s to obrambo, ki je trenutno igra slovenska reprezentanca, pa niti Hrvaške, niti Grčije ne moremo dobiti. In to velja tudi za bodoče. S takšno obrambo ne moreš dobiti v evropskem prostoru ne kvalifikacij, ne naslednjo leto evropska prvenstva. Kajti Evropi še vedno velja, za razliko od NBA, da obramba zmaguje. Obramba in skok prinaša prvenstva. Napad polni dvorane prinaša atraktivnost košarko, ampak še vedno obramba zmaguje. Če dobimo mi od Hrvatov 108 točk, pomeni, da je jasno, zakaj smo izgubili. In tudi Grki so nam dali skoraj 100 in to sta bila ključne slabosti igre obrambe in pa nepripravljenost ključnih igralcev. In končni fazo to ni uspeh, da se nismo vrstili. Je pa to, bi rekel, kar se teh velikih tekmovanj tiče, jasno, da najtežje se uvrstiti na olimpijado. Zakaj? Ker samo 12 ekip gre na olimpijado, kar je anahronizem. Košarka je sigurno drugi najbolj razviti kolektivni šport za nogometem in bi morala imeti vsaj 16 ekip na olimpijadi, ne pa samo 12 ekip. Na evropskem prvenstvu imamo 24, na svetovnem 24, pa celo 32. Jasno, da se je zelo težko uvrstiti na olimpijado. Se pravi, malo je bilo prostih mest in sicer kompletna ekipa, ampak ne dovolj dobro pripravljeno in končni rezultat je pač ta neuspeh, ko se pač nismo plasirali na olimpijado. Jaz bi se tu navezal na igro obrambe, tako kot ste jo vi izpostavil, iz večjih vidikov, ampak že za nas z laičnim očesom, je vendarle pri igri obrambe, sploh proti Hrvaški, bilo vidno, da mi praktično slovenski igralci načrta, kako ustaviti Ivice Zubca, pa i to Ivica Zubac, ne govorimo o, ne vem, Joelu Embiidu, pa nič narobe z Ivico Zubcem, ampak ni to niti fizično tako zelo dominanten košarkar, da se ga ne bi dalo, ampak recimo niso bila dogovorjena prevzemanja, rotacije niso bile, saj na ven je tako delovalo. Verjetno bi se v obrambo tudi s tem kadrom dalo bolje odigrati. Se strinjam? Sigurno. In kakšno kadrom se obramba odigrala in obramba je konstanta. Obramba se da igrati vedno. Tako je. Medtem ko napad vedno ne moreš imeti najbolj razpoložen, vprašanje tujega terena, žoge, razsvetljava, ambient, publika, sodniki. To je vse, kar močno vpliva na kvaliteto igre, preciznost igre napad. Na obrambo ne vpliva nič. Ja? Ampak to jasno, te kriteriji, te pravila v obrambi mora biti jasno čvrsto postavljena in na tem se treba vstajati. Ampak se veš, iz NBA prihaja počas ta vpliv NBA košarke, tako rečem. Pri nas prihaja jasno skozi Luko Dončića, pa skozi Čančara recimo, to napadalska orientiranost. Vi vidite, ne samo da Dončić, večina NBA praktično ne igra v obrambi. In zato so rezultati iz 90 šli na 120-140 doseženih košov po tekmi, ker je pa njih košarka pod drugačnimi pravili, se pravi, igra se 1-1, igra se 2-2, ni grobosti, ni dubliran, ni težkih favlov, napadalci so zaščiteni kot medvedi in zdaj to mic po mic prodira evropske košarke. Tako da za naslednjo desetletje sem prepričan, da bo tudi počas v Evropi obramba popuščala. Zlasti, ker je veliko ali usluženih, ali nedovršenih NBA igralcev igra ključne pozicije v evropskih klubih. Tako da bo ta model košarke počas prodiral tudi Evropo. Jaz ne maram tega modela, ampak to je realnost.
in temu se bo treba prilagoditi. Se pravi, malo na daljši rok ima Slovenija boljše možnosti, ker je napadalsko odlična ekipa, ker tudi drugi bo igrali slabšo obrambo. Zaenkrat pa še vedno velja, obramba zmaguje. In s to obrambo, ki je igrala Slovenija v Atenah oziroma Pireju, ni bilo šanse. Tudi, če nam napadalsko ne bi šlo tako dobro, kot nam je šlo, napad je bil relativno dober. Slaba obramba. Se pravi, da smo celo malo slabše šutirali, kot smo, če bi imeli bistveno boljše obrambe, bi bili kompatibilni Grkom, da ne govorim Hrvatom. Tako je, drži, ker bi samo dosežene točke so bile na čisto dovolj spodobni ravni. Pa če se navežem na tako, kot ste rekel, obramba zmaguje prvenstvo. Ne nazadnje tudi Boston, ki za NBA razmere igra najboljšo obrambo od vseh, je zdaj prvak. Tako da tudi v NBA-ju je obramba pomembna, čeprav malo manj. Ja. Tako. No, pa če se morda zdaj navežemo na to, kot ste rekel, da s tako obrambo ne bo šlo, na vse polemike, ki so bile v javnosti, na relaciji KZS, ostali bivši košarkari. Ja. Zdaj, Aleksandar Sekulič se je v javnosti dokaj razumljivo znašel pod plazom kritik, ker nazadnje imamo tri tekmovanja, kjer Slovenija ni izpolnila začrtanih ciljev. Pa bi zdaj vas prosil za oceno, a je Aleksandar Sekulič dovolj dobro opravil svoje delo, je problem v nimanju, je dejansko problem v slovenskem kadru? Veš, kak bi rekel, ne, da mislim, Sekulič je kar korekten mlad fant, ki ima košarko rad in je šel skozi to šolo, bil je pomočnik enim parim trenerjem in zdaj je prišel na nivoju članskega trenerja samostojnega z dobrimi pozicijami in obvlada posel. Ampak zadeve so se spremenile in dejansko mislim, da v tem trenutku ne on, ne kdo drug nima te moči obvladati to ekipo na nek način, ki si bi mi želeli. Recimo, jaz sploh ne bi mogel biti trener te ekipe, ker ne bi šlo bi 3 dni, pa bi zadeva šla v grunt. Težko bo nekdo drug. Ne. Se pravi, tu je Kokoškov naredil, ki je naredil vrhunski posel, usvojil, ravno zdaj je bil z mano predal na seminarju v Splitu, trenerskem, smo sodelovala. Tu je on naredil eno novo atmosfero v reprezentanci, ki zame pomeni, vi zmagajte, potem pa naredite kar hočete, počnite kar hočete. To je zame nesprejemljivo in to se na kratek rok lahko sprevrže v dober rezultat. To je recimo Mirko Novoselj delal odlično v Ciboni, izvolite, podelite hotel, sam jutri pa zmagajte, ne. Pa idite po svoje, ko je Dražen Petrovič iz Poljske šel po svoji režiji, pa je zato umrl in tako naprej. Se pravi, na kratek rok to gre, na malo daljši rok to ne gre. Ne. In zdaj, da bo nekdo stisnil to reprezentanco zopet v neke okvirje, je zelo, zelo težko. Mislim, da Sekulič kar zmore, korektno dela svoj posel, jasno pa, da obrambe ne more igrati in ne more pritisniti tako močno na te fante, da bi generalno spremenili pristop do igre obrambe ali pa do te filozofije. Še bolj, no, to je bilo v tem trenutku celo malo bolje, je bilo to skakanje sodnika. Ja. Saj to je, drži, da je bilo res bolje. To je bilo boljše, nekaj tisto na prejšnjem prvenstvu ni bilo zagledati. Na vsako odločitev vsi, od prvega do zadnjega, vključno trenerja, so skakali. Tu so zdravila, ne. Zmago Sagadin je imel zdravila za Prepeliča takole. Ko je skočil sodnika, sem ga vzel na klop, ne. Počakal je se umirja in sem rekel, zdaj, ko bo šel naslednjič noter, ko bo samo pogledal sodnika, gre zopet nazaj na klop. Ne. Se pravi, to so neke stvari se da, ne. Ampak to se ponavadi ne dela na reprezentančni nivoju, to se dela na nekih klubskih okvirih, kajti igralci, ki skačejo v sodnike in se z njimi ukvarjajo, izgubijo koncentracijo, ne samo, da dobijo kakšne tehnične napake in potem škoduje celo ekipi, tudi sami niso sposobni vrhunski. In tu je trener, tisti regulator tega prostora. Ampak v tom trenutku ne verjamem, da se da zdaj kratkoročno to vrniti na neke okvirje reda, discipline, vsi enako, vse obroke, vsi enako, ni nočnega življenja, ni cigaret, ni alkohola, vse se ni. To so moji časi, jasno. Teh časov danes verjetno več ni. Nažalost, zame je to težko sprejemljivo. Vendar tisto, kar bi pa hotel reči, ne, da jasno, da je bilo v teh objektivnih okoliščinah, ki smo jih prej omenili, težko se plasirati na to olimpijado in ni uspelo.
Tisto, kar Slovenija more, to, kar mislim, da podpiram celo mišljenje Rjavca, je se plasirati na tekmovanja, ki so na cilju. Se pravi, cilj Slovenije je priditi na vsa velika tekmovanja. Tokrat tam nisi pozreli, to je en spodrsljaj, se pravi, naslednjo leto ima Evropsko prvenstvo, potem je svetovno prvenstvo, se plasirati. Pomeni priti skozi kvalifikacij. Ko priješ enkrat na vsa velika tekmovanja, si tu, si v igri. Ja. To je kot če kupiš loto srečke, si v igri, da dobiš milijone. Tako je. Treba je priti na velika tekmovanja in tisto, kar lahko Slovenija doseže tudi pod Sekoličem in po svoje se strinjam, da če so ga postavili, da ga podpirajo. Tisto, kar se mora zgoditi, je, da pridejo na ta tekmovanja, ki so dosegljiva. Drugo leto kvalifikacije, Evropsko prvenstvo, 24 ekip. Če Slovenija ne pride med teh 24 ekip, potem jasno, da Sekolič in še kdo nima kaj početi. Ampak cilj je priditi na velika tekmovanja in tu mislim, da lahko Sekolič igra to vlogo, da pridemo na naslednje Evropsko prvenstvo. Tako, ker tako kot ste omenili, če dokler je vzdušje pa početje v reprezentanci takšno, kot je, verjetno tudi velika imena, ki so se omenjala od Dimitrisa Itudisa pa marsikaterih srbskih strokovnjakov, ne bi mogla spremeniti kaj dosti na slovenski klopi oziroma ne bi zdržala na slovenski klopi. Ne. To samo vidimo iz klubske. Itudis je prišel v Fenerbahče, ker je bil en tak sproščeno društvo, je skušal na silo spostaviti red, disciplino, 2 treninga na dan, mu ni uspelo in tudi ne glede na to, da je vrhunski evropski trener, je na pol sezone enostavno moral oditi, ker enostavno njegov model. Vidimo tudi, da pri Obradoviću ima velike težave, ta model težko pride skozi. Ti trenerji, ki zahtevajo absolutno red, disciplino, veliko treninga, vršijo stalen pritisk na igralce, enostavno če se malo ne prilagodijo, popustijo, zgubljajo kompas. In dejansko tule se dogajajo v košarki katastrofalne razmere v tem smislu, da sindikat, kjer sta 2 moja bivša fanta, Navbar pa Jeklin na čelo tega združenja sindikalnega igralcev, pritiskajo na zmanjševanje količine treninga. Se pravi, zdaj predlog se sem 2 ure na dan treniralo. Si zamišljali, to za stare konje gre, to te stare Američani si selijo, njim je to super, 1 uro, pol, trening, Ampak to za mlade fante, ki prihajajo, je samomor, katastrofa. Že tako je košarka v Evropi v stanju, da ni produkcija, ali pa produkcija tako mala, da je hrpa teh odsluženih Američanov, samo selijo se po Evropi in pobirajo denar, medtem ko naši mladi fanti ali zgubljajo, propadajo, ali pa morajo iti na koledž. No, poleg tega je še tu koledži, koledži z denarjem. Težava. Na koledžu je padlo amaterizem, koledži danes plačujejo. In jasno, pametni fotri v Sloveniji ali pa po Evropi razmišljajo takole. Boljš, kot da to vegetira, pa mu nikjer ne dajo šanso, kajti nikjer ne dajo po Evropi mladim šanso, razen mega vizuri. Boljš, da gre na koledž, dobo bo 100-200 000 na leto, končal bo fakulteto in če mu ne uspe v košarki, bo enostavno odprl nek privat biznis. In to je danes še en velik žebelj v krsto evropske košarke, kajti v Evropi pa zaradi te razdvojenosti, FIBA, ena država, Euroliga, druga država, vojna med njimi, NBA in NCAA kloftajo. Da so to ena enotna organizacija, da ima moč, da se zoprstavi NBA-u, bi enostavno se postavila. Ja, NBA, vi lahko vzamete najkvalitetnejšega, ampak boste dali 5 milijonov za vsakega. Koledži, ja, vi lahko vzamete kakega dobrega, talentiranega juniora, ampak boste dali 1 milijon klubov, ki ga zgodijo. 1 milijon odškodnine. In to bi in NCAA in NBA gladko, brez problema plačali. Samo niso govornika, da bi se, ker se pač te dve prostituirata FIBA in Euroliga, da ne govorim, da se ta plas, ta ogenj se širi, kajti mesec, 2 nazaj so te moji bivši igralci, ki so skauti, so mi povedali, da so dobili direktivo, da se pravi NBA skauti, ki krožijo po Evropi in novačijo igralce za NBA, delajo lahko tudi za po 2 koledža. Vsak ta 2, dejansko bo delal za 10, ker vsaka bo dobil 10 ur, in bo to 100 000 zaslužka na leto. In bo inovačil tele mlade fante, da grejo NCAA. In jaz ne vem, kdo bo še v Evropi igral, samo še te ostareli Američani, ki se selijo. In jaz danes enostavno ne sprejemam,
ekipe, ne slovenske, ne srbske, Zvezda je to moj klub, 7-8 tujcev, Olimpija, 6-7 tujcev, pa to ni zame, to jaz niti gledati nočem, kaj šele, da bi deloval na tem nivoju. To je zame katastrofa. In tako kot ste omenili, rešitve neke dobre, ni kar se na koncu prislikava. Že če samo pogledamo sestavo slovenske košarkarske reprezentance, v kateri je malo zares mladih košarkarjev, pa še tisti, morda niso vsi na takem nivoju, da bi lahko postali nosilci reprezentance. Kakšen že, ne? In tudi, ko so bile kritike, spet, če se vrneva nazaj na Zvezo, pa Sekuliča, pa morda ne samo Sekuliča, da mladi igralci v minulih letih niso dobili dovolj priložnosti, je po drugi strani poraja vprašanje, a je bilo dovolj mladih igralcev, ki bi si zaslužili priložnost, pa so nam spolzeli skozi prste, ali je to pač problem, da ni kvalitete in imamo, kar imamo? Veste kaj, v vsaki generaciji v Sloveniji, v slovenskem nivoju, je sigurno vsaj 5-6 igralcev, kar jaz spremljam mladinski pogon v Sloveniji, ki so interesanti in ki imajo vsaj neki evropski potencial, da ne rečem NBA potencial. Ampak, ko pokaže ta potencial, naprej poti ni, se pravi. Jaz sem niti Olimpija, ki se prej zmagal vsak dan, sistematično bavila s temi igralci. Vse te talente smo hoteli vse. Tudi Krka je bila delna, tudi Laško je včasih šel delno po tej poti. Na vsak način pa je bila Olimpija paradni konj, vlečni voz, ki je kazala to smer. Produkcija, sistematično pripravljati in potiskati v prvi plan mlade igralce. Čim več Slovencev. Tam, kjer nismo našli Slovenca, smo navačili vzhodnoevropske, ampak mulčke, mlade, 14-15 fante, jih asimilirali, socializirali, to naučili jezika in potem potiskali. To, kar si že povedal, en Stepanija, ki je prišel s 15 leti, z 17 v prvo ekipo, je v 6 mesecih govoril slovensko in je bil Slovenec za nas. Tam, kjer pa nismo našli v svojem prostoru igralca, smo pa poiskali 1 do 2 tujca, 2, gotovo. Ne pa 6-7, kajti jaz sem skozi vedel in mora bi vedeti, tudi te danes, težko se publika identificira z ekipo 6-7 tujcev. Če je rezultat dober, če zmagujejo še nekak, če rezultat ni dober, jasno, vidi, tujska legija, kdo bo to gledal, kdo bo to podpiral in enostavno publike ni upravičeno. Tako se strinjam, ker nezainteresiranega Američana raje gledaš manj kvalitetnega borbenega Slovenca. Vsak si to želi, normalno. In tele mali klubi po Sloveniji, si zamisli, teh vaških klubi igrajo po 3-4 tujci. Pa komu? Zakaj, ja? Namesto da bi igrali mladi fanti, lokalni, in bi lokalni publika, mame, tete, sosede, prijatelji prišli gledati, tako pa so dvorane prazne. Dvorane so prazne. 20-letni Američan, da nimo Škofji Loki, pač nekaj blaznega smisla to nima, ne, to se strinjam. No pa morda, ko ste že omenil CD9 Olimpijo, zdaj v novi sezoni se je težko pogovarjati, ker praktično obrisa ekipe niti še ni, oziroma se je pa zgodila neka prevetritev na športnem direktorju, na trenerju. Se vam zdi, da gre v pravo smer ta projekt zdaj? Mislim, da izbor Mitrovića je dober, kajti je človek, ki je pokazal neko čvrstino in je dosegel na tem rezultatu, na tem nivoju, ker je Olimpija zdaj ABA liga oziroma Evrokup rezultate. In mislim, da ta izbira je dobra in da bo postavil se čvrsto, trdo in da bo red disciplina v tej Olimpiji in da bo. Je pa tisto, kar je pa tudi zraven jasno, da on ni tisti, ki je isko selekcioniral, pa potiskal 2-3 mlade igralce. Se pravi, pričakovati, da bom zdaj potisnil prvi plan 2-3 igralce, tega do zdaj ni pokazal. Se pravi, da se nadaljuje to, da bo kvaliteta bazirana na 6-7 tujcih ali pa 4-5, pa 3-4 izkušenih domačinih, zraven bojo pa privesili še 2-3 mlade, kar ni tisto, kar bi po meni bilo adekvatno za slovenski prostor. Ampak pravim, človek pozna ABA liga prostor in človek pozna Eurocup prostor in tu je že dosegel rezultate, izbor je dober. Kar se Španca tiče, jasno, Španc ne pozna tega prostora. Tako da on niti ne more selekcionirati, on dan sprašuje te razne Slovence, te skaute za te neke igralce, on tega prostora ne pozna. Pozna dobro pa evropski prostor, se pravi, da je poloprimeren, bi rekel, ne, zlasti, ker za totalno ne pozname tega prostora. Še vedno pa jaz osebno mislim, da za ta nivo, ki ga ima Olimpija danes, ne potrebuješ športnega direktorja. Je dosti, če imaš
močno persono na trenerski poziciji, ker ti še vedno trenerji sestavljajo ekipo. Ponavadi športni direktori držijo kontinuiteto, ampak ta izbor ne pomeni kontinuiteto, kajti on ne bo stal tu 4, 6, 8 let, on bo stal leto, 2, kaj sem, koliko ne, 3 vrglave in to ne pomeni, da bo držal kontinuiteto in razvijal košarko na tem prostoru. Se pravi, kot sem rekel, Mitrović, to izbor podpiram in jaz upam, da bo naredil tako selekcijo, ki bo pripeljala Ljubljano zopet nazaj publiko v dvorano in da bo vsaj povprečen rezultat, da bo vsaj doma zmagoval in potem bo publika prihajala. Tako, ker rezultatsko je v tej ligi ABA, pač vemo, da sta Zvezda in Partizan razred zase, tako da ne gre pa vendarle se pa vsaj in v ligi ABA in v Evropskem pokalu lahko predstavijo pa v boljše luče, kot so se letos, to je pa dejstvo. Mislim, slabše ne more biti. Ne. Biti zadnji v drugi Evropski ligi je pomen tisto, ugasni luč, ne, se pravi, mislim, to je anahronizem, to je si Ljubljani zasluži, ne, in dejansko je res pomenilo slabo selekcioniranje tako strokovnega kadra v zadnjih letih in pa igralskega kadra, pa vmešavanje raznih v to selekcioniranje. In to je bilo tako slabo, da je tudi uradno se Olimpija sploh ni uvrstila v ta Evrokup. Držiš, bili so povabljeni. Ja, dejansko Mega Vizura se je vrstila, ne, recimo v Evrokup, ne, Mega Vizura, to je budžet 780 000 evrov za ekipo, Olimpija ima pa 6 milijonov. In če lahko kopica mulcev zmaguje proti Olimpiji, potem veš, da je bilo bistveno bolje, da to ekipo Mega Vizure predstavi tu v Ljubljano in bi v enih 2 letih, če bi ostali skupaj, ali pa 3 letih bili evropska ekipa, kajti Mega Vizura prodaja igralce. Se pravi, v tako mlado ekipo, ki je pokazala vsem, da se z malim denarjem, z mladim fanti, s kvaliteto dela, z veliko trening, da doseči 4. mesto v ABA ligi. In če bi ostali skupaj jutri, bi borili se, ali pa pojutrišnjem za naslov prvaka ABA lige. Tako, in se pravi, ta pot je boljša in pravilnejša. In z lepo košarko in konec koncev z mladimi košarkarji, Topič je zbran kot 11. nabor. Poprečna starost je bila 19 let. Tako je, drži. Mislim, da samo en starejši od 25 let, nekaj tacga v ekipe, ki se je z Olimpijo borila v četrtfinalu. Taka ekipa ima bo došla. Če bi bila v eni sredini kot Ljubljana, ne pa v Mega Vizuri, ker ti jih prodaja ko solato na tržnici. Tako je, vemo, kakšno je ozadje tega kluba. Tako da je. Pa morda, če se dotakneva zdaj še ABA lige in letošnje sezoni je velika sprememba prihod Dubaja. Kako pa gledate na to, nekje regionalna liga z Dubajem? Vemo, vse so tudi Makabija že igral, pa Mađari so že igrali, ampak to je vsem Dubaj, to je niti ni isti kontinent, mislim, to je čisto druga zadeva. Ne? Kot veste, sem jaz skupaj z Radom Lorkom pa Radičem ustanavlja to ABA ligo in no, potem je še Roman Lisac prišel zraven, ki je postal kasneje direktor in smo neke te eksperimente z Čehi, Mađari pa Makabijem označili kot trenutek za malo animacijo, pa mogoče za kako finančno injekcijo odkot, dejansko pa to niso bili dobri poskusi, tako da sem 120% da tudi ta Dubaj ni dobra zadeva. Se pravi, Dubaj, ki tudi v svoji sredini, se pravi tam na arabskem polotoku nima ne imena, ne ekipe, ne tekmovanja, da tekmuje tule, da se Krka jutri vozi v Dubaj, ker bo 4 gledalci noter in to vse skupaj nima smisla, ampak je neka finančna injekcija in verjetno za kratek rok to se da preživeti, ampak to za kakovostjo lige, za razvojem lige, ta prostor nima nobene veze, se pravi, pomeni je ta poteza nesmiselna. Kako pa če se še na druge 2 izstopajoča kluba, ali ste Zvezda in Partizan taka kot zdaj sta, za 2 razreda boljša, plus za to ligo, ali sta težava za ligo, glede na to, da že pred začetkom sezone veš, da če nisi iz Beograda, nimaš možnosti, da prideš, da si med prvima 2, ker ste enostavno predobra. Veste kaj, ko sem jaz začenjal trenersko kariero tu v Ljubljani, kot mlad trener sta tudi bila Jugoplastika, Cibona, Zvezda, Partizan, pa še kdo daleč na namci. Ampak to mene nič ni motilo. Moj projekt je bil, kako pripeljati Olimpijo Ljubljano do Evrolige in ko smo prišli do Evrolige, kako osvojiti to Evroligo in mi smo šli po svoji poti in kot nizkocelovni klub je imel povsem drugačen model, jasno da. Tekmovati z milijoni, z denarjem danes,
Ljubljana, Slovenija ne more niti z Evropo, niti z Beogradom. Se pravi, ne z denarjem. Ampak ta njihova politika ni dobra. Oni imajo zopet 6-7 tujcev Drži. in to je vse kratkoročno in to nima kontinuitete, pa ti zdaj praktično razpadu. No, leto nova ekipa, drugo leto spet nova ekipa vsako leto. Dejansko nekdo z pametnejšim, tudi nizkobudžetski klub, z dobrim selekcioniranjem, z veliko dela, lahko hitro presežeš ta nivo. Se pravi, da to nista države za sebe Zvezda Partizan, ampak problem je, da ostali ne delajo dobro. Da v Ljubljani tudi ni kontinuitete, vsako leto zopet nov trener, nov direktor, 8-9 dobrih igralcev, ostal bo 2-3 igralcev, se pravi nobene kontinuitete. Problem so doma, tule, problem so v Zagrebu, Hrvaška, ki tudi nima resne ekipe, ker tudi tam nihče nima kontinuitete. Tudi tam je vsako delo kampanjsko. Poznamo na vseh nivojih, da kampanjsko delo vsako leto od začetka ne prinaša nobenih rezultatov. Ker takrat, ko se ti ekipa vsaj malo igra, si rezultatsko že Tako. zabredel. Za mene, to, kar ima moja velve, 7-8 igralcev stane, 2-3 rabimo in vedno, kar je bila obsesija moja, 1-2 mlada obraza, ne samo ekipo, v prvi plan. Marko Bilić ni šel v prvo ekipo, pa šel v prvo ekipo, prvo Bedorko, pa tudi Budrih, pa tudi Bečirović in vsi ostali fani. Ja. Treba imeti malo svežine, nek svež duh. Pa tudi, ne. To je enostavno, ljudje čakajo, ljudje iščejo mlade, nove, sveže obraze. Mislim, da so naveličeni teh ostarelih Američanov, ki se klatijo tu po Evropi. Mislim, da jih to več ljudi ne animira, ne privlači. Drži, ker tako košarko lahko boljšo gledajo po televiziji. Tako. No, pa ko smo pri Američanih, pa še zaključiva z Američani in olimpijskim turnirjem. Zdaj, jasno je, da na papirju je ta reprezentanca ZDA 2 razreda boljša od konkurence, pa smo pa tudi že videli, da to ne garantira zlate kolajne, kar samo po sebi. Pa mislite, da ima letos kdo možnost, da jih preseneti v Parizu? Dobro, Srbi sestavljajo ekipo, oziroma so zbrali vse najboljše projekte, jasno, napast Amerikance, jasno, to je njihova. Mislim, da ne bojo tako lahko, kot sami mislijo, čeprav potem, ko pridejo in vidijo, da ni to glih tako levo, potem malo strne vrste, v končni fazi pomeni so glavni favorit in glede na to, da na imena, ki so trenutno v njihovem trenažnem procesu, mislim, da so še vedno dovolj dobri, da osvojijo olimpijsko turnir, so pa ostale reprezentance blizu in ne bo dolgo, ko še zlasti potem, ko evropski igralci počasi prevzemajo v NBA klubih. Ni več dal čas, ko bo pa Evropa, ki bi kar rekel favorizirala, se pravi, se bo enakovredno nosila in bomo lahko rekli 50-50. V tem trenutku imajo Amerikanci še vedno prednost, kar pa ne pomeni, da bojo sigurno osvojili olimpijado. Je pa tudi pri Srbih zdaj ne počasi čas, da tudi Nikola Jokić v reprezentanci pokaže pravi Nikola Jokić obraz in da vsi naredijo velik rezultat. Ekipo imajo za mobila, so se ustrezno pripravili Srbi, ali bo to kolektiv, ali bo to NBA košarka Jokića, kajti. No, dejansko Evropa lahko, če bojo Srbi, pa še kdo drug, čeprav dvomim v njih, da bojo postavili v obrambo ta koncept, da bojo dobro, boljšo obrambo, ker Američani tekmovali z njimi. Potem imajo šanse. Če bo tekmovali, kdo bo dal več koše, nima šanse. In ne verjame, ne vidim, kdo v Evropi tu. Še najbolj so tu pametni, bi rekel, Nemci. Nemci skušajo dvigovati to svojo obrambo in jim je jasno, da s tem NBA konceptom in veliko reprezentanc ima tako imenovan NBA koncept, ki igra po 3, 4, 5 igralcev iz NBA, tudi evropskih pa ostalih reprezentancah in te vnašajo ta napadalski koncept, tekmovanje, kdo bo dal več košov. Trojke, šatire, gore, dole. No, Nemci skušajo držati čvrsto, trdo obrambo, pressing, pritisk na celem terenu, prekrške, favle in vse to držijo nek koncept obrambe, ki lahko preseneti. Če lahko presenetijo Nemci. Zmenjeno, gospod Cagelj, mislim, da sva s tem lepo prišla do konca, tako da najlepša vam hvala za obisk v studiu, za ta rezime sezone in pa se kmalu vidimo ponovno. Hvala tudi vam, lep pozdrav.